Na vroč poletni predpraznični dan se je v Grajskem parku zbralo lepo število ljudi na proslavi, ki jo v počastitev Dneva državnosti tradicionalno pripravlja sevniška občina. Slavnostni govornik je bil krški župan Miran Stanko, ki je spomnil na vzdušje pred 30 leti in osamosvojitveno vojno. Verjamem, da je večina državljanov s strahom opazovala takratno dogajanje. Pravzaprav nikomur ni bilo jasno, kakšne razsežnosti ima lahko ta vojna. Vendar smo takrat premogli ogromno upanja, entuziazma in želje po svobodi in neodvisni državi. S pogumom ter z aktivnimi političnimi in diplomatskimi dejanji smo dosegli mednarodno priznanje. Končno so bili izpolnjeni vsi strateški pogoji za samostojno življenje. Tokrat z lastnimi silami, lastnim znanjem in izkušnjami, lastnimi resursi in, kar je najpomembneje, z lastno odgovornostjo. Ko se danes, ko je za nami 30 let prehojene samostojne poti, vprašamo, kako smo izkoristili to obdobje, ali smo se prilagodili spremembam, ali med nami še živijo vrednote, ki so ključne za narodovo enotnost in osamosvojitev, odgovori niso enostavni in enoznačni, je nadaljeval Stanko. Pri iskanju odgovorov smo danes bolj neenotni, kot smo bili leta 1991. Spoštovati sočloveka, omogočiti sobivanje in svobodo, da lahko ustvarja in živi polno življenje, to so nekdaj bile temeljne vrednote. Prepričani smo bili, da bo svoboda duha in gibanja prišla samodejno z dnem osamosvojitve. Vendar pa nas je vrsta grenkih razočaranja pripeljala do spoznanja, da je potrebno svobodo in demokratično državo graditi ves čas. To so bili veliko bolj zahtevni časi, kot je današnji čas, kjer se nekako prepiramo o bistveno manjših stvareh, kot smo se odločali takrat pred 30 leti. Gostitelj Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru spomnil, da je država privilegij, pa tudi skrb in odgovornost. Če gledamo časovno premico in ovrednotim minulih 30 let skozi prizmo državljana, sem lahko zelo zadovoljen. Hkrati pa se s soodgovornostjo zavedam, da je samo od nas vseh tukaj in zdaj odvisno, kako bomo čez vnovičnih 30 let praznovali tak dan. Jaz bi si želel predvsem večje demokracije oziroma drugače, da bi morda tudi politika bila bolj združevalna in da bi iskali neke skupne poti. Predvsem pa, da bi morda našli tisto, kar smo imeli leta 1991, dodaja Stanko, torej enotnost in slogo.